Moje ime je Špela Bobič, sem iz Pirana. Trgovino Ekola imam trenutno od oktobra 2020. Jo imamo v Kopru namesto v Piranu. V trgovini ponujamo izdelke, pač vse, kar se da za špežo, za nakup celoten. Torej od detergentov do deodorantov, hrane na rinfuzo, olja, moke, sveže izdelke iz hladilnika, tako pač, da se res lahko naredi od A do Ž nakup tukaj. Ekola je nastala v bistvu, kako bi rekli, po nesreči. Sem se trudila živeti to zero waste življenje in ko sem pač prišla ven z idejo, da bi lahko imeli tako trgovino, zaradi tega, ker jaz sama nisem najdla, kje bi lahko kupovala izdelke, je on rekel, dobro, gremo. In tako se v bistvu začelo. On je bil za in potem sva skupaj začela to idejo razvijati. Smo začeli iskati prostor in tako naprej. Tako da v bistvu, če ne bi bilo tega mojega bivšega fanta, ki bi bil za, da bi me spodbujal pri temu, tudi Ekole ne bi bilo. V trgovini se vidi, da imam izdelke, če se le da, lokalne, torej slovenske, oziroma filozofija kilometer nula je ta, ki je tukaj pač prednostna. Torej, če se le da, dobim izdelke, ki so tukaj lokalni. Če se ne da dobiti lokalnih slovenske, če pa se slovenskih ne da dobiti, potem grem šele iskati zunaj meja. Nisem toliko usmerjena v to, da bi imeli moji dobavitelji neke papirje eko-bio ali kaj takega. Bolj mi je pomembno, da so iz tukaj, da jih poznam, ker majhni kmeti običajno si ti niti morajo privoščiti, da bi delali z nekimi pesticidi, ne vem kaj, so tudi manjši in si lahko pač privoščijo, da delajo čim bolj naravno, ne, in prijazno z okoljem. Tako da mi je to bolj pomembno kot kakršnikoli papirji. To tudi mojim strankam povem, ker nekatere, ki prihajajo, jim je to ful bolj pomembno kot naprimer to, da je lokalno, kar se meni ne zdi lih cool, glede na to, da če pomislimo potem, koliko se porabi bencina za to, da se prenese, ne vem, en deodorant iz Amerike ali pa iz tu, ne, se mi zdi to bolj pomembno, no. Naprimer, všeč mi je, da lahko tukaj poslujem recimo z kmetijo Šuran ali pa z Emoncem, ki so dobesedno tle in mi prinesejo v kangli, ki jo jaz potem dejansko nesem tam lahko že isti dan, ne, tako da res ne naredimo smeti nič, ne. Kaj bi lahko spremenili, da je nakupovanje bolj okolju prijazno? Jaz mislim, da prva stvar, ki je, da razmišljaš o tem, kar kupiš. Torej, ne da greš, naprimer, lačen in ko se spomniš, moram v trgovino in greš tam in pol tavaš z unim vozičkom po okoli, ker pol boš kupil nenormalno dosti stvari, ki jih ne potrebuješ, podvajaš stvari, ki so že doma. Tako da ta stvar, da samo malo je treba dati misli notri v to, kaj kupuješ. Jaz mislim, da že to, da obstajamo, da je pomembno za lokalne ljudi, za stranke moje. Pač ni dosti strank, ampak tisti, ki so pa zveste, redne in kupujejo in se zavedajo, da če je cena mogoče včasih za nekatere stvari malo dražja, tudi razumejo zakaj, ne. Čeprav v bistvu tako, ko pogledam, če pogledamo enako kvaliteto, se cene niti ne razlikujejo nekaj dosti, ne. Tako da mislim, da to, da se trudim, da čim več časa obstanemo, da ne zapremo, se mi zdi to še najbolj pomembna stvar. Živeti okolju bolj prijazno, definitivno poskušati čim več hoditi in ne voziti z avtom, ker ko je gužva na cesti, smo mi vsi gužva. Ni, da so to vsi ostali avti. Kar se tiče nakupovanja, da se čim več probamo posluževati stvari, ki niso zapakirane v plastiko, oziroma da se kupuje stvari, ki so za večkratno uporabo, ki se lahko večkrat. Tako, pač razmišljati malo več kot samo egocentrično jaz, malo pomisliti, kaj stvari, ki jih počneš, vplivajo in na druge ljudi in na naravo, katero si jo delimo.